Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, dobrodošli pri spremljanju dogodkov dneva. Kup gramoza v poslovni coni Arnovski gozd odganja potencialne investitorje. Na Vranskem podpisali pogodbo o opravljanju gasilske javne službe. Košarkarice Cinkarne Celje v državnem prvenstvu ostajajo neporažene. Tibor Komerički na Evropskem prvenstvu v hitrostnem drsanju osvojil 12. mesto. V občini Žalec se še zmeraj ukvarjajo s težavami, ki jim jih povzroča velik kup prodnatega in drugega materiala, ki ga je v poslovno cono Arnovski gozd navozilo podjetje Nivoeko. Kot poudarjajo v vodstvu žalske občine, ta kup gramoza odvrača druga podjetja, da bi investirala v cono. Spor med žalsko občino in podjetjem Nivoeko se vleče že 3. leto. Za Žalčane bo odločilno ravno letošnje leto, saj bodo morali, v primeru, da ne izpolnijo pogojev zanja, vračati evropska in državna sredstva. Nivoeko nam je nasul sredi industrijske cene Arnovski gozd material iz Zgornje Savinjske doline. Po tistih zmerjenih količinih blizu 100.000 kubikov, nekoga so ga seveda odvozili, ogromno ga je še pa tam. Mi na tem območju želeli umestiti objekte v prostor, tako smo se tudi zavezali do Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ko smo prijeli evropska in republiška sredstva. Časa na občini Žalec nimajo več veliko. Če tega ne bomo realizirali predvidene povezave do konca letošnjega leta, se lahko zgodi, da bomo zaradi Nivoeko, ki sam ni pozidal to, kar je želel in se zavezal. In zato smo mu tudi občina odprodala en del zemljišč prav tam, ker jih je zdaj zasul z tem gramozom. Nasut gramoz bi moral biti odvožen do konca lanskega decembra. S tem, da sam ne pozida, hkrati tudi odvrača druge investitorje, nas postavlja v položaj, da bi mogli vračati evropska sredstva. Minister je sicer napovedal javno pred novinarji v Eko-muzeju hmeljarstva in pivovarstva, da bo to odstranjeno do konca lanskega leta. To je pa tisto, koliko je težka beseda enega bogega župana, seveda ne tako velika, enega ministra, ki je avtoriteta, ki ve, kaj govori. In zdaj bomo tudi težje verjeli pri sprejemanju državnega prostorskega načrta, vse to, kar bodo obljubili, če vidiš, da se ne držijo svojih obljub. In to je tisto, ker naša stroka zgublja zaupanje in potem ljudje težje verjamejo, da bodo naredili to, kar morajo. Gramoz v Arnovskem gozdu tako še naprej ostaja trn v peti žalske občine. Včeraj je županja Vranskega Nataša Juhart s predstavniki Gasilske zveze Žalec in gasilskih društev, ki delujejo v občini, podpisala pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe na področju občine za letošnje leto. Slednje bo tudi v znamenju obletnic, saj PGD Vransko letos praznuje 140-letnico, prostovoljno gasilsko društvo Prekopa-Čeplje Stropnik 120 let in PGD Tešova 40 let delovanja. Na Vranskem delujejo 4 prostovoljna gasilska društva, Vransko, Prekopa-Čeplje Stopnik, Ločica pri Vranskem in Tešova. Občina vse 4 vseskozi podpira in zagotavlja dobre pogoje za njihovo delo. Zelo pomembno je, da se enkrat na leto usedemo skupaj, da se gasilcem tudi zahvalimo za njihovo opravljeno delo za preteklo leto, da naredimo že prej tudi načrte in da podpišemo pogodbo za izvajanje gasilske javne službe tudi za prihodnje leto. Seveda, to je velikega pomena, varnost občanov nam zelo veliko pomeni in zato tudi podpiramo gasilstvo, da so čim bolj opremljeni, da imajo vse, kar potrebujejo za to, da lahko pomagajo v različnih tudi naravnih nesrečah, ki se nam v zadnjem času dogajajo. Z občino zelo dobro sodelujemo, nimam nobenih pripomb. Kot pravim, gasilska dejavnost temelji na prostovoljstvu, vendar za delovanje potrebujemo tudi finančna sredstva, kar nam občina zagotavlja, tako z nakupom opreme kot z financiranjem izobraževanja.
Letošnje leto je za gasilce na Vranskem izjemno pomembno, saj kar 3 društva praznujejo okrogle obletnice svojega delovanja. Gasilsko društvo Vransko praznuje 140 let, gasilsko društvo Prekopa Čeplje Stopnik 120 let in pa gasilsko društvo Tešova 40 let. Tako da bomo imeli letos kar nekaj tudi teh praznovanj. Vidi se, da res na vranskem gasilstvu želi že dolgo časa in zato smo se letos tudi odločili, da jih finančno malo nagradimo, tudi za to delo, ki so ga opravili, tako da gasilsko društvo Vransko, ki praznuje 140 let, dobijo 10 000, preko pa Čeplje Stopnik bomo dali 8 000 in pa Tešovi, ki praznuje 40 let, 5 000 evrov, tako da dobijo malo neke podpore, da si bodo lahko nabavili tisto, kar najbolj potrebujejo. Zelo dobro delajo tudi z mladimi, seveda vemo, da je treba skrbeti za podmladek, saj to je treba skrbeti že sedaj za to, kdo bo takrat, ko bojo ti nehali s svojim delovanjem, kdo bo prevzel to delo. Izgledi vlečejo in zato je tudi prav, da se potrudijo z mladimi, za kar sem jim tudi izredno hvaležna. Društva so, pravijo, dobro opremljena, vse skozi pa svojo opremo posodabljajo in skrbijo tudi za varnost gasilcev. V preteklosti so bila upravljena 2 večja nakupa, se pravi 2 gasilski cisterni. Ko se te izplačajo, imamo pripravljen plan nabave vozil za naprej. Trenutno pa se posodablja oprema, kot so gasilska intervencijska oblačila in ostala gasilska oprema. Hkrati dodajajo, da se morajo gasilci za uspešno in varno intervencijo vse skozi izobraževati. Samo z zadostnim znanjem in številnimi vajami, ki jih gasilci opravijo, lahko na terenu rešujejo premoženje in življenja, hkrati pa skrbijo tudi za svojo varnost. To so izobraževanje in začine in za specialnosti. In naša gasilska zveza res ima zelo veliko inštruktorjev in tudi predavateljev, ki poučujejo te tečajnike in pridejo na koncu upravijo te tečajnike tudi izpit. In moram reči, da so te izpiti opravljeni skoraj 100%. Tako da je to res veliki uspeh in tudi, ko grejo upravljati tečaje na IK, na izobraževalni center, jih inštruktori in gor te ocenjevalci zelo pohvalijo. V letošnjem letu si sicer želijo čim manj intervencij, če pa bodo te potrebne, bodo na ukrepanje vedno pripravljeni. Košarkarice Cinkarne Celje so v 12. krogu državnega prvenstva 97-71 zmagale na gostovanju pri Iliriji v Ljubljani. Srečanje v prestolnici je bilo za aktualne državne in pokalne prvakinje zadnji test pred jutrišnjim gostovanjem v mednarodni ligi Vaba pri Studiu Zagreb. Čestitke puncam za zmago. Zmagali smo še eno ligaško tekmo proti Iliriji. Začeli smo dobro agresivno, v obrambi smo bili agresivne, probali smo izmesti različno taktiko v obrambi, stopnjevali smo tempo in potem na koncu zasluženo zmagali. Zdaj pa nas čaka eno težko gostovanje, vse da igramo proti Zagrebu. Za nami je kvalitetna tekma z ekipo Ilirije. Mislim, da nam je zmago prinesla agresivna obramba in pa različne možnosti v napadu, probali smo nove stvari, zdi se mi, da z ekipo rastemo iz tekme v tekmo. Seveda imamo še veliko stvari za popraviti in stremimo, da bomo proti koncu sezone v čim boljši formi. Član drsalnega kluba Celje Tibor Komerički je na Evropskem prvenstvu v hitrostnem drsanju na kratke proge na 500-metrski razdalji zasedel 12. mesto. Nekoliko slabše mu je šlo na 1000 in 1500 metrskih progah, kjer se je moral zadovoljiti z 21. oziroma 18. mestom. Njegov klubski kolega Filip Škof se je prejšnji konec tedna udeležil tekmovanja CIS Madija Ferenc Memorial Trophy 2026 v Budimpešti, na katerega je imel še zadnjo priložnost za izpolnitev norme za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu. Filip je s časom 46:82 na 500-metrski progi dosegel nov osebni rekord, a je bilo to premalo za izpolnitev norme, ki je znašala 46,67. Škof je v madžarski prestolnici na 500-metrski razdalji osvojil 5. mesto, na 1000-metrski progi je bil 7., na 1500-metrski pa 12.
Jutri bo sprva precej jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom. Čez dan se bo, predvsem na vzhodu, zmerno pooblačilo. Burja na Primorskem bo ponehala. Jutranje temperature bodo od -12 do -6, ob morju okoli -3, najvišje dnevne malo pod nič, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija. V četrtek bo v južni polovici države precej oblačno, drugod pa delno jasno z nekaj nizke oblačnosti. Mraz bo nekoliko popustil. V petek bo dopoldne še delno jasno, čez dan pa se bo od zahoda pooblačilo. Do večera bo še suho, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, otoplilo se bo. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. S svežimi informacijami bomo z vami znova jutri. Nasvidenje.